Pozdravljeni, spoštovani. Čeprav sem kaplan, kar v 3 župnijah smem po možganski kapi bivati na jasi sredi gozdov, obdan z vrhovi gora. Spominjam se začetkov bivanja v samoti. Odvisnost od gneče in hrupa me je najprej prebujala v tesnobo, ki je trajala, dokler nisem prebolel abstinenčne krize po nenehnih dogodkih, informacijah, ki preusmerjajo pozornost na zunanje in površno. Odločil sem se, da bom prebolel krizo po odtegnitvi dražljajev. Ko naj bi poslušal poročila, sem se odpravil v hlev ali k potoku. Ko naj bi gledal televizijo, sem prižgal svečko in bral ali se preprosto z molitvijo prebujal v Božjo sočutno. Ko naj bi po nepotrebnem šaril po računalniku, sem se odpravil na potep in pogosto kar tako brez pravega razloga mimogrede pozdravil še sosede. Ko naj bi kar naprej poslušal glasbo, sem raje prisluhnil govorici narave, šelestenju listja, žuborenju potoka, skrivnostno globokemu molku noči in skušnjava, da bi zbežal vsaj v hrup, če že ne iz samote, je bila vedno bolj neznatna, dokler mi ni postal poseben privilegij v tihih nočeh stopati pod zvezdnato nebo in prisluškovati vsemu, kar zveni iz svojega bistva k naši osebni resničnosti, da bi zazveneli v medsebojnem sočutju. In sem spoznal, samote ni, če pa že je, potem ni tam, kjer je mir, pač pa domuje tam, kjer je hrup in je toliko vseh in vsega, da posameznik ni več opažen, kaj šele zaznan v svojem osebnem resničnem. Samota, ki boli v dno duše, je tam sredi gneče, v kateri smo notranje sami. Žlahtna in ta prava samota ni nikoli v občutku osamljenosti, saj nas tihota odpre in zbliža z našo notranjo resničnostjo, z Bogom in z vsem, kar nas obdaja. Ali se prav zato nekateri bojijo tihote in bežijo v nenehni hrup in neštete informacije? Samota, tihota te namreč notranje prisili k srečanju s sabo in z vsem, kar si do takrat spravljal, kot rečemo, pod preprogo, z izgovorom, da ni bilo časa za razčiščevanje. Čas je. Mnogo obveznosti, ki niso obveznosti, in mnogo hrupa si naložimo in povzročimo zato, ker bežimo. Predvsem bežimo pred pristnimi odnosi. Ker ne obvladamo mojstrstva sobivanja, učijo nas vsega mogočega, samo tega ne, si poiščemo opravičljive razloge za beg in umik in potem blefiramo in se skrivamo. Pogosto celo za dejavnostjo in pridnostjo, kar je tipično slovensko. Človek pač išče tehne razloge za bežanje od sebe, bližnjih, v največji nevarnosti so pogosto prav najbližji. Zakaj razmišljam to z vami? Zato, ker sem spoznal, da bi se lahko ustavil še preden me je v to prisilila možganska kap. Zakaj me je moralo zadeti v možgane, da me je, saj upam, da kolikor toliko, srečala pamet in spoznanje, kako veličastno in dobro je stopiti za kuliso nase navlečene gneče in hrupa. Ko se odvrnemo od toliko vsega, za čimer se skrivamo in se upamo srečati najprej s sabo, potem postane tudi srečanje z Bogom na duhovni otip. In prav v tem srečanju je posebno užitek, saj nas svetle moči, večne ljubezni vračajo k nam samim, k vsemu tistemu, kar smo v sebi zatajili, ker nas najbližji niso zmogli sprejeti v naši resničnosti.
In ko se v svoji izvornosti sprejmemo sami, se prebudi v nas silna potreba, da bi tudi bližnje srečevali v njihovi izvirnosti, v njihovi drugosti in drugačnosti, v kateri so priložnost za rast in nenehno preraščanje iz lastnih ujetosti. Pa še nekaj se zgodi, ko odstranimo tisti hrup in toliko vsega, s čimer smo bežali od sebe. Čas začne teči počasneje. Kar naenkrat zaznaš kot osebni dih vsak trenutek v času in prostoru, ki ti je dan kot dobra priložnost. Mnogi bežijo pred smrtjo tako, da begajo z dogodka k dogodku. Delajo si slabo uslugo. Čas se jim v njihovem doživljanju izteka samo še hitreje. Ko se v življenju ustavljamo in vstopamo v območje tihote in samote, ki ni nikoli sama, ustavljamo čas. Še več, zaznavamo, da smo v njem že večni. Nekoč sem vprašal meniha Kartuzijana, zakaj si se umaknil v samoto. Odgovoril mi je, da bi več slišal in da bi bil manj sam. Danes razumem njegov odgovor in vem, da smo ga lahko v izkustvu deležni tudi mi.